Ga bom jutri bolj natančno predstavil, da ga ima kdo tukaj v roki. Ga imaš tukaj? Samo nimam novčaka. No, saj ni nič hudega. Jaz imam. Ga imaš tukaj? Pri sebi? Zdaj ne, ampak imam ga v šotoru. Ga priješ, ga prineseš? Lahko. Daj. Jaz nimam zdaj nobenega pri roki, zato da ne bomo časa izgubljali, če bi hodil iskat. V glavnem, žična žaga lahko se uporablja tako, da gremo iz žago od spodaj kot a ne? A vidite, kako zažaga noter. Najlažje je tako, da damo recimo takole kos, a ne? Pa stopite gor. Recimo hočemo tole odžagati, ta konček, a ne, ker nam nekaj nagaja špica, recimo, a ne. Začnete gor stopno, da to ne pleše, a ne. Sem pa ful hitro reže. Ful hitro reže. A seveda. Jaz sem prav kupil sem to stvarno. Zdaj nimam noč žične žage, pa piščalke, pa kresila, zaradi tega, ker sem uporabljal, ko imam neki gor. A mi pokažeš, prosim, mi daš bliže zato, da pokažemo, ne. Kaj pomeni survival kit, da bojo vsi vedeli, kaj o čem govorim. Ful je lahko. Kar dober ste ga spravili. Torej, v kitu za preživetje imate noter tudi ogledalo. To ogledalo je malce boljše, če date tole folijo dol. Prav, tle je taka zaščitna folija, da se ogledalo ne spraska. Bom sam pokazal. Glej, vidite? Tukaj je lepo ogledalo. To je bolj za punce, ne, da si make-up lahko naredijo v gori. Ne, to je, Za da požgatoven prek sonca. prškeš žago. Prosim? To je, da prškeš žago. Ja. Kako pa? Ja, Ogledalo proti postaviš na soncu, Ja. pa proti ognju, pač proti kurišču, pa se odbije svetloba. Sprav, če bi jaz zlata zajčka spustil, bi pol ti zagorela. Ne, ne bo šlo. Tako ne boste z ogledalom, ne boste kar zakurili. Torej, Jaz očaj. ognja boste pa z očali. A gre? Ja, A? sem že probal, ja. Si poskusil na Rata tvoj? mi je. Ja, ker z vsemi očali ne gre, veš? Odvisno kakšne leče so. Ene Jaz so imam konkavne. -3, -1, pa ni pisano. Ne, ne zanima me to, ene so konkavne, ene so tako nevečne. Ene so izbočene, ene so pa ubočene. One, ki so izbočene, ne, so ful boljše kot te, ki so ubočene. Konkavne so tiste, ki so ubočene, kot predstavljaš skodelico kave, ne, ki je pač zdolbena, ne. Konveksna pa ta, ki je napihnjena. Skratka, da ne bom predolg, na hitrico bom samo pokazal, kako, ali lahko, se pravi, kolega, tole ti bom dal vse ven, le na eno mesto, samo zato, da lahko malo lažje to pregledam, tole, da ne vse stresel. Malo bom pokazal, kaj zdaj delam. A? Živali lahko zaslepiš. Ogledalo uporabljamo za signaliziranje. Kaj pomeni signaliziranje? Signal, da čeka. Da, če se ne moramo zadreti nekomu, ki je zelo daleč, mu lahko zajčka spustimo, a ne? Rečemo, alo, tukaj sem, če rabimo pomoč ali pa kakorkoli. Običajno je to namenjeno za kakšna letala ali pa helikopterje, ampak tudi vozilo lahko ustavite, oziroma šoferje lahko zmotite s tem, da mu spustite takole. A vas zmoti to? Ja. A pogledaš, kaj je to zdaj? Ne? Avtomatsko pogledaš, kaj to je, ne? Ok? Kaj pa, če jaz hočem zajčka v ta šotor usmeriti, kako lahko?
Na sonce postaviš ogledalo in umiraš v šok. Ja, ampak kako? Kako to naredim? Umeriš v oči. A? Umeriš v oči. Ja, pravim, če imam tle sonce, pa tle ogledalo, kako zajčka tja vidim? Se premakneš. Tak nagneš ogledalo, Tako, malo še. tak. Damo dol ogledalo, a ne, in se sonce odbije v to smer. Je res? Ja. Bom pokazal na moji roki, a ne, sem zdajle sonce malo štrajka. Ampak vseeno vidite zajčka v moji roki, ja? Ja. Ga vidite v Ja. na roko, pogledajte, na dlan. Vidite zdaj? Jaz ga ne vidim. Ja, ni sonca zdaj. Manje živim. A vidite to belo, ki se premika po moji roki? Ja. No, to je zajček, sem da je ful šibek, a ne? Ker ni sonca. Ti se zdaj. bojiš ospal, ko te pa piči, mislim, ko umre se posmeješ. Recimo, če imamo na hrbtu, ja, na hrbtu ali pa na, dajmo reči, v zadnjici, a ne? Recimo, nismo pripričani, da imamo klop ali mozolj, a ne? Vzameš ogledalo, pogledaš, če si sam, a ne? Pa brez telefona, ali pa imate prazen telefon, se pravi, eni pravite, da nimate telefona, eni ga imate, ni zdaj to pomembno. Ogledalo je za več stvari lahko uporabno, kot sem povedal. Drži? Dobro. Potem je kolega rekel, noter pride nožek pa kresilo, a ne da? Nace, Ja. je tako. Pa še žagica. Tak, Pa še žagica. žagica, ja, ta je moja, ti pa je nimaš. Ja, nimam jaz. Potem pride ribiški pribor noter, se pravi laks, trnki, teži, a ne? S tem lahko dejansko lovite ribe. V tej posodici plastični lahko zakurimo, oziroma lahko zavremo vodo. Ja. S čim? S kamni. Z vročimi kamni, bravo, tako je. A ne? Lahko bi sicer dali tudi na ogenj, ampak bi se zdemolirala, a ne? Bi se stopila na en način, ne bi pa. Ali pa bi v ogledalo pa not v vodo. Ne boste z ogledalom nikoli zavreli, žal, je premalo energije. Je bi pa Povečevanje res malo steklom pa segrelo. marsikaj. Jaz ga imam No, zraven. Imaš? Na piščalke. A res? Je močna? Ja. A? Lahko graviraš v lesu desko. Lahko pišeš noter v desko, ko je sonce. Majčka? Če lahko pišeš v desko svoje ime, ko je sonce. A? Ne veš? Nisi poskusil še. Poskusi, ko boš imel priložnost. Ok. Smo rekli, v tej posodici z vročimi kamni zavremo, zdaj pa damo to nazaj noter, kar je njegovo. Žička na mesto vrvi. Ne? To je par metrov te žičke, s katero lahko naredite kakšno zanko, kaj zavežete, privežete, kakorkoli. Potem imate noter poslovilno pismo, a ne? Pa svinčnik. Zakaj je svinčnik boljši od kulija? Od kemičnega svinčnika. Kamen pol, če ti se ti, da ni več tičeš, da lahko kamen spet usili. A v vesolju deluje kemični svinčnik? ne, Kaj so vzeli Rusi? navadno. Svinčnik. Američani pa kulije, oziroma kemični svinčnik, ki pa ni deloval v vesolju, ker ni težnosti, ni črnilo pritiskalo dol na ono bunkico, a ne? Pa zmrznilo je. In ni pisalo. Ruši se tam. Pravim, to piše v vseh pogojih, a ne? Mokro, vroče, suho, zima, minus, ne vem, karkoli. Svinčnik piše, a ne? To vam hočem povedati, da je zelo dobra stvar, pa še poradira se lahko, a ne? Je res? Ja. Se pravi, tukaj imate za neko poslovilno pismo. Kako poslovno štica? A se ti hece? Evo, štekam. Zakaj bi se hecal? Tako napišeš, ne vem, če misliš, da boš šel na oni svet, napišeš, draga mama, vidijo se za Maurico ali pa nekaj takega, malo karikiram. Ampak dejansko, če pa obrnete okrog, zdaj sem se malo hecal, da ne boste to greste ali malo, ne?
masko, je pa na drugi strani obrazec, kjer napišete, če se vam karkoli zgodi, se pravi, če te piči kača, gat, odraz, strupena kača, a ne, v desen gležen recimo, a ne, kaj lahko pričakujemo? Pač da nas kap zadeva, pol pa to na... Ne kap, Da nas- ne bo nas kapka Nezavest. zadela. Lahko pademo v nezavest, lahko imamo prebavne motnje, lahko nam je slabo, lahko bruhamo, Pol si- lahko... Ne, pol pa to napišemo na listek, kaj se je nam zgodilo, pa kipa vse, pol pa si nekam daš na sebe, Tak, pol pa če pač ti... Če te kdo najde, da pol oni to vidi, kaj se ti je zgodilo, pa kako ti lahko pomaga, če ti še sploh lahko. odlično, kolega, to si tudi dobro, lepo si to povedal. Se pravi, govorimo kar o enem resnem dokumentu, če resno pomislimo, ne. Se pravi, pičil me je gat v desen gležen, kaj napišem? Tle napišete vaše ime, starost, spol, ne? Čas nesreče, datum, kakšno je bilo vreme, torej kakšne so poškodbe, a ne napišem, pičil me je gat v desni gležen. Zadnje, torej, kdaj ste na zadnje jedli, napišete uro in ali imate alergije in katere. Ja? Ker če ste nezavestni, onemu, ki vas bo našel, ne boste mogli odgovarjati. Zdravniku, a ne? In fajn, če veste, karkoli veste, je boljš, kaj nič, če napišete to. Označite, se pravi, desno nogo, gležen, a ne? Pa še tle iz zadnje strani je vidimo, ne? Tle je ritka, pač ne sliček je tle od sprednje strani, tle pa ritka kaže, a ne? In pa zadnje strani, se pravi, če imate na hrbtu sred hrbta neko rano, tle označite z X-om, a ne? Če imate spredje na prsih karkoli, si pač tle označite, a ne, s križem. Zato, da se čim prej odkrije rana oziroma boraznina, useknina, ne vem, jeznina, ne vem, karkoli. Velja? Je bilo to razumljivo? Ja. Upam, da to ne boste nikoli rabili, ampak fajn pa je, da veste, zakaj se to uporablja. Ne? Pa da mogoče malo naprej razmišljamo na kakšne stvari, a ne? Da se lahko tudi kaj neljubega zgodi, a ne? Je res? Ali pa kaj nepričakovanega, ne? Pajek je bil. Potem imate tukaj še nekaj navodil o preživetju, torej za preživetje, nekaj orientacije, nekaj kako se distilira voda, kako se kakšna past naredi, imate tudi meter, imate gor, lahko kaj izmerite, a ne? Široko in tako naprej, dolgo. Kako posodico narediti in tako naprej, take luštni triki, dajmo reči. Seveda pa, če nič drugega, imate vsaj papir za ogenj prižgati, a ne? Ponovadi pride noter tudi vatica, ker kolega imaš pa sebi, a ne? Ja. V vrečki zapakirana vata pride, a ne? Potem šivalni pribor. Zakaj? Če se kaj stržeš, Če se kaj stržeš, tako. ali pa če se ti odpre rana. Potem so še te varovalne zaponke, oziroma knoflice, mi rečemo po domače, knoflice. Da spneš, a ne? Varnostna zaponka se reče po slovensko. Ja. Tukaj spneš, če se ti zdrga pokvarjene spalki, da ne moreš rešiti zdrge po noč, a ne, da pa si pač na ta način spneš, valjda se ne bo zašil noter v spalko. Ne? Je lažje eno knoflico zapet pa odpet, ko boš rabo iti ven, a ne, kakor da se zašiješ pa moraš spaliti. Ja, trgati pa ne vem kaj početi. Dobro. Potem je noter čajna sveča. 2 do 3 urce gori, ne. Pržgemo jo kako, tole damo po konci tale tak, ne. Damo okrog kaj, malo vate iz kita in sam s krasilom pržgete vato in se bo pržgala sveča. In s tem si lahko kaj razsvetljujete, lahko si v teoriji tudi kaj pogrejete, a ne. Če date gor neko kovinsko posodo na svečo, a ne, se vam bo tudi kakšna voda, čaj, karkoli pogrelo.
če je zelo mala količina, se bo potem prej slej tudi zavrelo, a ne? Ampak traja to, ne svečka, že ne svečka. Boš da oranj ogenj zakurite, če rabite zavreti. Svečko si pomagate večji ogenj zakuriti, pa bo bistveno hitreje se zavrelo, pa se skuhalo, pa steklo. Imam prav? Ja? Če ne bi doma mama požgala svečo, pa dala kostrolo gor, pa bi skuhala kosilo, če bi bilo tako preprosto. Pa ni, ne? Veste, koliko je energije rabimo. Kako je? Se ne moreš usesti? Dobro, potem so še dodatne, ločene varnostne zaponke, ekstra, bomo rekli, svinčnik, nožek pa kresilo, ki ga ni zdaj tukaj noter, bomo jutri pokazali, pa gumbni kompas, žepni gumbni kompas, se pravi gumb, velik je kot gumb, zato gumbni kompas. Zelo precizen, zelo natančen, zelo natančen. Paziti je pa treba kaj, da nimate kakšnih kovinskih delov zraven, ker vam potem kompas ne kaže pravilno. Glejte, kako zdaj tja kaže sever, v bistvu je pa sever v tej smeri. Ste videli razliko? Tudi pri pravem kompasu, oziroma pri večjem kompasu enako velja, da se morate izogibati, da ne greste blizu kakšnih kovin. Vidite, kako ga je zategnil. Vidite, kako ga mede, kako ga obrača, kovine. Vleče torej zaradi magneta. To, evo, povračamo nazaj. Tole imaš ti še od noža vrečkico noter. Spakiramo nazaj. Zavrnem. Zdravje. Hvala tebi. Potem, če se zdaj vrnemo malo nazaj na ogenj, imamo eno opcijo, ki se imenuje ni bow drill, ampak je, kako naj rečem, prižig ognja s pomočjo jekla, železa in kamnja. In rabite imeti zoganev ponovadi najboljši bombaž. Zakaj bombaž? Enostavno, zato ker je zelo tak, bom rekel, primeren za uporabo, ker bom pokazal, kako se to uporablja. Zdaj, če imate oglje, kako to oglje pridobimo najprej, oziroma kako pridobimo zoganev bombaž, bom najprej šlo. Tle noter smo dali eno mokro vejo, leseno, iz gozda, pokrili z pokrovko, tukaj naredili z nožem luknjo, eno zelo drobno malo luknjico in vrgli to v ogenj. In se začeli tle pol ven kaditi. Pol ta plin ponovadi tudi začne goreti. In dokler se kadi ven, ne jemljemo dol z ognja. Ko se neha kaditi, z eno palco pač bezamo to ven iz ognja in počakamo, da se ohladi. 5-10 minut, skladno. In čez to luknjico potem poveznemo, če že imamo kakšen selotejp. Zakaj? Zato, da ne bi vlaga prišla noter v to posodo. Da se ne bi ta oglje, potem, torej, karkoli date not, ali je to les, ali je to trava, sveža, karkoli, bo potem prišlo pol kole ven. Se pravi, ne bo zgorelo, ne boste najdli not pepela, ampak oglje. Zdaj, vem, da je zelo težko to prižgati na ta način, se pravi, rabite 20 let staro pilo. Zdaj, zelo pozorno gledajte, kje sonce sije, pa se ne bo to videlo, ampak vseeno. To je pila, železna, za železo in kremen. To je tak kamen, zelo trd, ki
ki ga najdemo v potoku, od zunaj je take bele barve, noter pa je, kot vidite, tak, ni čist črn, no. Precej temno siv, antracit, ali kako bi rekel. Skratka, zdaj ne vem, če boste videli iskre, Iskrce. a jih vidite? Ja. No, en jih vidite verjetno, evo. Kaj boš zamenjati? Ja. A jih vidite? Ja. S tem lahko zakuriš. S tem lahko zakuriš, bom pokazal, bom vzel malo netiva. Čisto, kaj vam to kaže, če zvate. Vzamemo suho travo, ne? Prav naberete res suho travo, ne? A veš, najboljše na sončnem delu, a ne? Tam, ko veš, da je res suha, a ne? Boste malo pomagali. A? Kje so kakšne šope suhe trave? Od kje vidi? Kdo? Mi tam dali. A? A ste že vse pobrali, ne? Vse, kar je bilo možno, ste pobrali. No, dajmo malo, dajte sem. Lepo. Pa ne, jaz to ne. Hvala. Wow, Evo, se je že nabral. dobro, odlično. Zelo mi je všeč, da ni vmes zelene trave, ne? A veste? Vidim, da ste naredili vsi izpit. Se pravi, vmes ne sme biti zelene trave, kaj naredimo? To damo takole v en takle šopek, a ne? V šopek. In takole na sredini zmečkamo v tak droben prahec. To travo, suho. Tako da pride taki drobni laski, ne vem, če se bojo videli. In naredimo eno tako, ene vrste gnezda. Tako navijamo tole okrog in okrog. Držimo s prstom noter na sredino, da bomo vedeli, kje je sredina. In naredite tako gnezdo, ste videli? Iz te iz te suhe trave, ne? Zdaj damo to sem. Zdaj, no, kakšna travka je še not zelena, to ni najboljš, ne? To date vedno ven, če opazite to, a ne? Ker vam potem ta trava zaduši lahko ogenj, a ne? Ker je sveža in se začne kaditi. A ne, gre vlaga ven iz nje in vlaga potem v ognju nima kaj delati. Torej, ogenj pa voda ne gresta skupaj, ne? Zdaj, verjamem, da bo tole malo težje pržgati, kot sem rekel, s temle, ker je fajn, da je bombaž, zato ker se lepo prilega po tem kamnu, a ne? Mogoče pa lahko vse poskusimo. Sprav, ena sama iskrca vname tole, torej oglje, ne? Bomo videli, kako bo šlo. Opet iz stran ti osa. Ja, kot vidite, je zelo nerodno po eni strani, a ne? Po drugi strani imamo pa tukaj rešitev, a ne? Kaj naredim? Če imate kresilo, pa imate oglje, ali pa z ognjišča vzamete košček oglja, a ne? Ga date gor. In samo eno iskrico bom vrgel gor, takole, oziroma takole. Očitno se je napilo tole vlage, ker ni bilo unga gora, ne? Evo, ta se je zdaj vnela. A vidite to belo? Ja. To zdaj tle gori. Tli. Tle, kaj je belo. Tli. Prav to je zdaj že vroče, a ne? Zdaj bomo dali tole noter v gnezdo, a ne? In spihali, da bo da ja ni ugasnil, ker sem dal, mogo še malo počakati. Bomo še enkrat pržgali, ne? Damo na podlago. Evo.
če to hitro ugasne. Očitno se je ful vlage napil tale oglje, zato ker ni bilo tega gora, ne smo rekli. Hitreje to suho travo zažgeš, kot pa z ogljem. Kako? Hitreje suho travo zažgeš. Že, samo vam bi rad pokazal, kako je to. Se pravi, žal mi je, ker je pač se napil vlage, ne, bom poskušal še s tem, ne. Ker to ena iskra pade gor, pa se mora vneti, ne. Zdaj pa tole buhve, ki se je napilo vlage. A veste, da ni mogel zagoditi čez davno. Se vneti. Malo tknijem to. Jako. Za lepo. Iskrce. Kadi se? Evo svi manjši. Bravo. Ok? To sem vam hotel pokazati. Kako se, torej, pogledaš kot čar klot, z oglenev bombaž uporablja s pomočjo ene stare pile za železo, ampak mora biti stara več kot 20 let, tukaj ima še ful odlika noter, te nove nimajo več to, ki so imeli včasih, pa krem in rab. Tako je pa zelo težko dobiti. Ja, treba ga je poiskati, ne? Boldrill. Boldrill. Komplet rabite, se pravi, da naredite desko, ročaj, pa sveder. Rabite, kar lahko rečem, 3 ure, da si pripravite komplet za prižig ognja s pomočjo trenja od les. Kaj tle še manjka? Špaga. Špaga. Kamen. Ja. Špaga. Alok. Alok. In kaj potem? Ja, tisto, s čem, kaj boste kurili. Zelo fajn je, da imate dobro vrv, nekaj što tako, kaj pogledate, pa se strga. Najboljši je parakord vrvica, torej najboljša je parakord vrvica, bom zdaj pokazal. A to je ta vrvica? Ja. Prav ta vrvica kot taka drži 240 kg. Iz te vrvice je zgrajena tudi, oziroma spletena tudi tale zapestnica preživetja. Zato je tako vse kagaj. Prav tukaj noter je 2,20 metra take vrvice zložene. Ja, ker ima malo večjo roko kot vi. Pri vas je pa 1,80 metra, če je manjša. Ja, ti imaš kar večjo roko že. Si že orangdec. Ja, kaj? Si zrasel, ne? Si že 5. z nami, ja? Veste, kakšna je to zdaj razlika? Kaj pršel je bil takole visok, zdaj pa že gora. Ja. Počasi bo, ne? V glavnem, rabimo vrvico, smo rekli, samo še par besed okrog tega parakorda, da vam pokažem, zakaj je vse uporabljeno. Se pravi, če rabite ful močno vrv, imate
tako, 2 metra. Če rabite več vrvi, jo čisto enostavno potegnete teh 7 vrvic iz ovoja ven. A ne? In imate 2 metra ovoja in 7 krat 2 metra, če imate 2 metra dolgo vrv, a ne govorim, te so valjda krajše. 7 vrvic po 2 metra, a ne? Ker vsaka izmed njih drži minimalno 15 kg. Zdaj bom dal v krog, prosim ne jo preveč zategovati, da se vam ne bo zarezala v kožo, v meso. Če boste šponali, pa probajte strgati, ker zelo, zelo močna. Rekel sem 15 kg. Vsaj. Kar dajte to na okrog. Če boste si pogledali, kako izgleda, kar dajte na okrog. Mislim, eno zadrž, pa si pogledajte sosedama, ne kakorkoli. Glejte to. Če eno teh vrvic želite še dodatno razdreti, je še vsaka vrvica vsebuje še 3 tanjše vrvice. Vidite? Takole za kamero. Sprav vsaka vrvica je zgrajena še z 3 tanjših vrvic, katere čisto enostavno takole odvijete in jih ločite od ostalih 2. Vsaka posebej, imate 2 skupaj, eno skupaj, oziroma ena, a ne? Lahko to, ki je enojna, še dodatno razcepite in potem pridemo že do dejanske, kaj bi rekli, do laksa, a ne? Je tako tanko kot laks, če želimo, a ne? Kakšne prefinjene ribe ujete, a ne? Ki so brihtne, pa vse vidijo, a ne? Pa čim tanjši laks, pa vi tukaj, da je še dovolj močen, da se ne strgate. Koliko pa drži ta laks? Ne mislim laks. Se pravi, zato sem dal v krog, da boste poskusili te vrvice, koliko so močne, ne? Velja? Ja. Ok. Se pravi, pri bow drillu gre za idejo, da se vse proba narediti iz enega drevesa. Vse iz ene suhe smreke. Pri nas je to najlažje v Sloveniji. Ker posod najdete kakšno smreko. Bo sem pokazala, boš ti prijela eno vrvico, jaz pa ti drugo. Ta dol. Spet naprej zraven, pa ti ne vleč preveč. Imamo čaj gor. Vidite, da je meni prekratko. Zakaj mi je prekratek ta sveder? Zato, ker ne moram objeti normalno svoje noge tukaj, ne? Zakaj ne? Ja, ker je prekratek sveder. Vidite, tle se mi mora ta kot, vidite, če date roko takole noce in ta kot ustvar, ki vam paše tukaj gor, ne tle dol, tle gor. Prav, meni takole bi mogla prijeti, vidite, kako mi zdaj nalega. Vidite malo bližje, če hočete ki videti. Od daleč ne boste nič videli. To so detajli. Se pravi, vidite, zdaj mi prije roka tako in ne moram objeti dobro, ne? Moje noge z roko, a vidite, tako kot naredim. Če dam pa tle gor višji, mi pa čist lepo nalega, vidite to. Čist idealno, a ne? Zato mora biti sveder od komolca do zapestja, torej do začetka zapestja. Velja? Tukaj imam vrico, krog. Še enkrat tako. Tako dava gor. In potem imamo lok, če si predstavljate, in z lokom, se pravi, opa, z lokom potem, a ne, če ste sami, z lokom vlečete, če imate pa kolega, pa lahko s kolegom, a ne, in kar vleče. Kaj stvariš tam? Lesi. Se bom Tegni. Tegni. ti niče videl. Je težko, a? Tako. Ja, ni enostavno, se že kadi, a ne? Res? Ja, kadi se že, samo to še ne pomeni, da imamo ogenj. Vroče, ne? Aha. A vidite, tle prahac. Se pravi, v to špranjo morate obvezno narediti špranjo, da prahac pada noter, tle spodaj na eno podlago suho. A ne? Predvsem nekaj tega zdaj ne bomo počeli.
In ko se ta kup prahu nabere do vrha, do tele jamice gor, ga potegne noter v jamico, ta prah. In se vname, ker je tako vroče, da se vname in dobimo ogorek. Kaj je ogorek? Enako kot prej, ko sem pokazal tisto z ognjem, ko smo požgali travo. To je ogorek, da razpihate v netivo, se pravi netivo je vse, kar je tanjše od šivanke zašivane, suho in gorljivo. To bom še verjetno nekajkrat ponovil, da vam res ostane v spominu. Dobro, aj kakšno vprašanje? Vemo, da lahko tudi z roko to počnemo, ampak je bistveno težje, sploh pa v naših pogojih, kot sem rekel, sploh pa smreko. Če ste kje v kakšnih drugih državah, imate drugi vrst les, ki je lahko. Torej, vedno uporabljate en trd pa en mehek les pri tej metodi. Če ni vprašanj, gremo naprej na naslednjo metodo, ki je pa, bom rekel, zelo domača, recimo na Primorskem, oziroma kjerkoli boste najdli bor. To je veja bora, in ta bor ima to značilnost, da tam, kjer raste veja ven iz debla, takole, če tole je moja roka deblo, tam, kjer raste, ko pride ven, je zelo zasmoljena. In ta bor lahko tudi v vodi leži, in voda ne more zraven zaradi tega, ker je pač tako zasmoljen, kot rečemo. In zdaj, seveda vam bom pokazal, kako zakurimo ogenj s pomočjo bora, s pomočjo borove veje. Če dobimo, kot sem rekel, samo tole, borovo vejo, če nimamo obreze, če nimamo smreke, na Primorskem je recimo samo bor, več ali manj. Tako da bomo pokazali, kako se to reši. Zdaj bomo samo narezali tele drobne opilke. Mogoče kar s tem nožem, ki je bolj oster. Pravi, ta del, ki je, kot sem rekel, zelo Kaj je ostrno? Kjer je bolj navaren, smo rekli? Krhan ali oster? Krhan je bolj navaren, ja. Bom dal ta košček lesa okrog, boste povohali, kako lepo diši in kako se sveti od smole, lejte, kako je zavoščen. To zdaj lahko tudi vodo gor polijemo, pa se ne bo nič spremenilo. Se vidi na posnetku? Kako obrnava, čakaj, da se bo videlo, čakaj, da še jaz vidim. Ja, vse. Glavno, to je čisto zasmoljeno, čisto zasmoljeno, smola prežeta čist okrog in okrog čez cel kos lesa. Smo dobili opilke, zdaj pa vzamemo kresilo, pa nož, recimo, in takole napraskamo magnezij v eno točko. Kaj pa, ko nimaš več magnezija? Ja, res. Kako? Kaj pa, če ti zmanjka magnezija? Pa bo odrila, se smo povedali prejle. Takole. Zdaj smo napraskali tale magnezij, sicer smo ga malo razturili, ker malo veter piha, ampak kakorkoli. Čakaj, bom propustil na nože, ker mi je malo bolj na roko. Lahko tudi s ploščico, ampak jaz sem bolj s noži navajen, zato ker so pač temu namenjeni. No, pa štrajka tole. Ok, samo sekunda, ga preverimo.
V redu. V redu. Čakaj, da vidim, kaj je s tem. Tukaj. Praviši. Najhujše, če vam znoj takole noter pade, ampak dobro, ne bo panike, ker je vse zasmoljeno, kot sem rekel. Tole bi moralo goreti, to ni vprašanje sploh. Pravim, da bi morali tole zdaj zagoreti. Da pravim, sploh ni vprašanje. Mogoče so malo debelejši v pilki. Še malo drobnih naredil. Zdaj bo probi zakuriti. Vse bo. Damo zdaj na kup. Tebi kapla iz nosa, toliko ti je vroče. Ja, kaj ćemo? Vzamemo nož. Čakaj, ćemo tega vzeti. Misliš, da bo zakurilo? Boja. Evo, že gori. Evo, ma. Iskreno ne gori. Majo. A, končno. Zdaj pa poglej, kako... Ja, zato, ker je taka spola. Zdaj pa poglej, lej, veter piha in to ne ugasne. Lej, kakorkoli lahko veter piha, a ne? In ne bo to ugasne. Pa ti pihno. Vonoma po smoli. Evo, sem pihnil pa, a ne? Ne ful piha, da ne bo kje padlo kam, a ne? Ampak ste videli, kako to gori? A se lahko začeti? Travce. Kaj? A lahko začetni ogenj prižgemo s tem? Ja. Lahko, a ne? Ti se pa dobi tole palčko. Na borov, kolega. To je veja od bora, kjerkoli bora. A veš, mislim rekel, tisti del, ki je noter štrli... Nima veze, ali je suha ali pa mokra. Nima veze, ali je suha ali direkt. Najboljše pa suha, no, da je suha. V bistvu je pa tudi sveža, je čisto zasmoljena. Če pa nimaš magnezija, Pa bow drill narediš, smo rekli, ne? Ali pa hand drill, ali pa s povečevalnim steklom, ali pa... ja, se te tudi težko pogasiti, če gori gost. Ja, seveda ne smemo, vse zdaj ne kurimo v gozdu, ne? Zdaj je pač tukaj kontroliranem okolju, a ne? Ja, sam govorim, ko goreno v gostu tam pri nas. Ja, tisti pa... Skaj se pa črno kadi. Zaradi smole. Prižig z brezo. Pokažem. Vzamete nož, vzamete brezo, začnete praskati, strgati, da dobite tele rjave laske, tele, kaj vidite? Ja. Rjavi mora biti, ne beli, te beli so bleh, za nič, teh ne rabimo. Prav ti, ki so noter zapakirana, ta eterična olja v teh laskih, to potem gori ka vrak. A ne? To z ene smeri narediš, potem pa še z druge smeri, a ne? Nazaj, precep spet, proti sredini, na kupček, da imamo čim več teh laskov. Vidimo? Vzamemo vedno še en košček breze, ki bomo potem dali tle gor na ogenj, ki bo zagorelo, ja? Da nam ne bi slučajno ta ogenj tle ugasnil. Spet vzamemo krsilo, da mu poda krsilo, prosim. Zdaj pa krsilo naslonimo takole na sredino, napraskamo malo magnezija dol, ne? Vidite, ta rjavi, oziroma ta srebrni prah.
spodaj. Ne, žal. Kako tam je bolj spodaj? Nimaš 8. Ne vem, niti 8. Kaj imam tole? No, tle nimaš nog. Evo ga. Takoj damo gor. Smo rekli tale koček, če nam slučajno tale ogenj v sredini ugasne. No, boš zagorela, boš. Zdaj pa pogledajte, koliko časa to gori. To imate ja, zelo lepo diši. Se pravi, imate zelo dober material za baklo, to zelo dobro razsvetljuje. Tudi če hočete nož narediti, da bo čiščaran, ga samo potem dimu takole posegnete na hitro, ne da ga grejete. Vidite, kako je črn. Ta dim je za temniti kakšne stvari, se pravi, da se vam nož ne sveti. Vidite, da se ne sveti več. Zakaj se ne sme svetiti? Zato, da te ne opazi sovražnik, recimo, če si vojak. To imajo vojaški noži, so vsi črni, zato, da kad ti režeš kruh si, v kostih, da si vojak, če se nos sveti, začke spuščaš. Pozaraš na se, Ali vidite, koliko časa še vedno gori? Ali lahko ima smole? Ne, zdaj samo breza prižigamo, zato da vidimo, koliko časa gori, da vidite. A gled časa, ko... A to tudi suha gori. Suha, mokra. Smolo povoham. Mokra je lahko, se pravi, ampak morate ono belo dol odstraniti, pa one rjave laske dobiti. Če ne, ne bo ognja. Evo, vidite, kako je zdaj črn. Gleda, da se ga pol čisto enostavno obriše z krpo ali pa v potopu. Minuto 24. Si štopil? No, vidiš. Ok, zdaj ste pa vi na vrsti. Ona vata je pa tančna. Vsak bo dobil košček vate. Še pred tem vam pa pokažem, kako boste z vašimi kresili požgali to vato. Jaz sem s tem lahko se bo malo Vse vseeno. A lahko samo malo pozornosti. Šli boste tja na beton v jedilnico in boste tam prižigali ognje. Jasno? Da ne bi koga videl tle na travi. Ker je požarna ogroženost, jaz pa pač to delam, ker sem malo odgovoren, pa imamo gasilni aparat tukaj, šlauf z vodo in znam načeloma paziti, da ne bomo vse zakurali. Vato morate takole nacufati. Ne stoj mi za ritjo, prosim, če nič ne boš videla. Ja, ne, ob strani, dajte pred mano stopiti. Kolegi, a že veste vse? Ne mi za ritjo stati, prosim, pejte pred mano, ker boste tako videli kaj. Če boste mene v rit gledali, ne boste nič novega videli. Prosim, če vas zanima, če pa vas ne zanima, pa res škoda, no. Prav, to je zelo pomembno, da vato takole nacufate, da da skoraj vidite čez dno. Kolega morate skoraj čez dno videti. To je nacufana vata. Ja? Če ne bo ognja, za ogenj rabimo 3 stvari, to so zrak, toplota in gorivo. Če nekaj vzamemo, ognja ni. Kresilo boste prijeli, če ste desničari, v levo roko, jaz najrajši naredim pest, naredim pest z levo roko, gor naslovnim kresilo takole in ga primem s palcem in ga stisnem. In ga kar tiščim v sredino tele vate, zato da se čim manj premika to. To se ne sme dosti premikati, vi date gor ploščico, imate napis up, ki gre... Na obeh stranih je ta napis. Ne, samo na eni. Ne za na obeh. Na eni strani pravilno piše, na eni pa ne. Na eni piše pu. Na eni piše pu, eni napiše pa up. Ploščico date gor takole na, torej do plastike, vidite? A vidite? Sprašujem vas. Na up besedico date gor palec, ploščico rahlo privzdihnete, to pomeni rahlo, pravi tolkle, ne toliko. Ja, to je zato, ker sem jo stisnil močno. In z enim potegom načeloma, če boste prav naredili, se pač oprete gor na palec
desne roke in so težo svojega telesa potisnete dol, da boste čim večje trenje naredili, a ne, da bo, no, da se bo to zgodilo, evo. A ne? To ful hitro gosne. Ta je treba ga malo spraskati, ker je že oksidiral, Niti ne malo. pržge lepo. 1 minuta. Velja? Pa je Vatica zelo hitro zgori, se pravi, dobite vato. Še kar gori. Lahko. Kresila, 1. Stati je stresila. 2. Ajde, idem svoj krasilo iskat. Lahko je. 5. 8. Ostali boste pa potem zamenjali si. Kolegi, kje so neko kurte, vato dobite pri meni v jedilnici. A nisi poslušal? Kaj nisi rekel, da je od prve, pa bi imeli mi več. Oh my god. Še pod potjo jih imate ogromno, a ne? Ja, po tej poti, ki smo gor prišli, a ne? Eno minuto imamo. Še pol minute. Kamni bog ne dej, da so vmes. Samo storški, ki bomo rabili za našo igro. Da bomo videli, kako hodimo po tihem. Še 15 sekund približno. 15 sekund. Res natančno poberite čim več storškov. Ne, ti greš nabirati, bo ona mu Ne, si daj gor! Dol me! Ja, ne, Melko ne morem dihati. Prerekat z mano. Ker na koncu bom rekel, da ne bo samo me. Ej, tukaj vidiš. Da bo samo hodil. Ne, ne. Kaj, imaš to? Okej, na cel. Vidiš kaj? Ne, sam voham. Vohaš kaj? Ja, tu bo Smrdi smetano to po namesto- prekvicanom. A, majca? Ja. Ja, kar ste najdeli. Ja, se jaz bi od unga malce. Razen, če bo on dobro metal. Ne morate zdaj goli hoditi zaradi YouTube-a, veš, niti to. A veš, žal, to ste dobili, to imate. Rekel sem, da me rabite prevezo, pa je niste vzeli. Žal mi Jaz sem je. mislil med klobuk. Ja, pa klobuk smo videli, da vidiš čez njega, ne? A veš, a prav. Gremo, zdaj. Au, nič hudega. Torej cilj je, da udeleženci vsake ekipe pridejo na nasprotno stran, neopaženi. To pa tako, da hodijo po tihem in se mora dotakniti tega, ne tečemo, ne tečemo. Bravo, Gal. Greš na klopco za zmagovalce. Počakaj. Naslednji se pripravi pri vas. Okay. Zoja, si se Si se dotaknila, Zoja? Bravo, specialka, to je to. Čakaj, ko rečem zdaj, vsi naenkrat, oziroma oba naenkrat. A sem ga zadev? Ne, žal. Smo pripravljeni? Smo pripravljeni? 3, 4, zdaj, gremo. Kar glasna sta, moram povedati.
Ti je uspelo? Bravo. Bravo, odlično, greš na klop za zmagovalce. Aj. Dol na klopci prosim za tišino. Bravo. Samo naprej se premikamo, nič nazaj ne hodimo. Počasi, počasi, ne tekamo. Bravo, lepo, zelo elegantno, čestitam, bravo. Kako gre? Si za koga že izločil? Učitelj, samo lahko. Lahko, lahko. Sam prevezo zamenja. Učitelj, Prosim. lahko to narediš. Lahko? Ker on je tako nazaj. Ja, vse lahko narediš, samo da se izogneš, da te ne zadane. Ampak takrat, ker oputaste, on tudi sliši pol dejansko, kje si, a veš. Moraš čim bolj potihem to narediti, a ne? A je res? Če ne, te pa sliši, a ne? Kako je gal, bo? Bo. Ej, ostali 2 metra nazaj iz skupine, prosim. Maj, ti hodiš dol? Ja, Ok, dogovorjeno. Tle imajo tudi menjavo strelca, oziroma tle imajo zdaj strelko, Manjo. Ok, ste pripravljeni? Ostali prosim za tišino zadaj, a ne? Zam pazite, ne boš kakšen češarko jel. Evo, kar gremo. Start. Brez prišepetavanja. Ne smete prišepetavati, kje je. Je šlo? Je šlo, Filip? A? Gremo naslednji, se pripravi? Teč res ne velja. Če ne, ni to to. Gremo 2 metra nazaj, ostali člani, prosim. Ostali, prosim, gremo nazaj. Samo en mu pomaga, ostali pa nazaj. Smo? Ajde, zdaj. Hodi, hodi. Kdo hodi pri vas?
Bravo. Ti uspelo? Ne smeš teči, vrni se nazaj. Do polovice pojdi. Pa še enkrat, počas, ne smeš teči. Ajde. Brez prigovarjanja. Ej, hodi. Nič se nazaj ne umikamo, samo naprej. Pazi, kako hodiš, ker se te sliši ta kilometer. Zato te pa sliši. Si bil zadet? Izločen? Bravo, Gal! Bravo, Gal! To! Pripravi naslednji. Au! Hecam se. Peta, zunanji rob stopala, stopalo. Tako, bravo. Kaj mačka si, vidiš, pa se te ne sliši. Peta, zunanji rob stopala, stopalo. Tako, kar umirjeno, lepo, počasi, super. Zelo dobro. Ne vihrat, koliko smo pokazali. Peta, zunanji rob stopala, stopalo, kolega. Te je zadelo? Izločeno greš dol na klop? A te je? Meni se zdi, da je lihkaj na njo skočil. Tudi če bi po pravilih šel, pa šel počas brez skakanja na... Lahko gledamo posnetek, pa vidimo. Če mi smo že dva zbili. Ne vem, če se bo videlo na posnetku, ampak dajmo reči, da si pač bil izločen. Če te je zadela v momentu, ko si se hotel dotakniti, si izločen. Ostali ste tiho, prosim, lepo. Da kolega, ki ima ta zavezane oči, kaj slišta. Odlično. Ne smeš teči, pridi nazaj na sredino in še enkrat ponovi. Smo rekli, ne tečemo, še nazaj. A? Ne razumem. Koliko jih pa meče? Po 3, po 4. Ja, to je pač njegov problem. Bo pač brez storžev ostal, ne? Zaradi mene je lahko, mislim, kakor se kdo skupina znajde, lej. Ja. Lahko dodajamo storže. Lahko jih zdaj mogoče, ker ste tukaj jih zberete, ampak ste v tišini, prosim, zato da bo taka meča, ki slišal napake, ne tega, ki hodi. Ok, gremo naprej, akcija. Probi po enega metati, no, bo bolj nekako pošteno, ja. En storž naenkrat mečemo, velja?
Pa te bolj hitro pol lahko mečeš, če hočeš. Da bo pošteno nekako. Hodi, ne zaustavljaj se. Ka mačka greš lepo. Čim manj probi ropotati, ker premakneš se. Kar pet nam mogoče na eno stran, a ne? Počas. Ko se premikaš, to delaj počasi, veš? Bravo, odlično. Tako, Jonatan. A še enkrat se zdaj? Ne, super, odlično pravim. Pohvalen. A je napeto, a? Ja, tam grem. Ti. A je napeto, a? A? Ni tako enostavno. Ja, ni tako enostavno. Ampak sem vsaj točko Ja, dobil. uspel ti je, bravo. To je to, čestitke. Kam mene? Jan zna stilat, Jakob. Ne, Miša. Pa ne nos stiljat! Ravno cili. Če ti si obrnjen v gost. Tako sliši glas, ne? Ti bravo. Bravo, odlično obema, čestitam. Tišina. Časi. Bravo, David. Si uporabljal kamne? Vse je prav. Kaj, zametat? Kdo? Kamne ste mu dali. Kdo je dal kamne? A David je imel kamne? Ja, David je tle. David je pa imel lahko kamne, ja, vi pa ne smete kamnom metati. On je za motenje vzel kamne, a ne? Ja. Ste mi rekli samo ne kamnov. Ena, dva, Za motenje. Za metanje sem rekel ne kamnov. Ne vidim nič. Za metati kamne, ne smete kamnov metati, sem rekel. Niso se razumeli. Tukaj ne smeš prijeti kamna, pa ga vrčiš nekomu v glavo. Halo? A ni to logično? Da ga zmede. Razumeš? On je pa zato vzel, da zmede unga. A smo? Gremo? Zdaj? Kar hodi? Sam pazi, da ne boš komu kaj. Je pa Žan dobil. Mija, da ne boš komu kaj vrgla. A velja?
Bravo, točko za vas. Koliko je 2-2? Kolegica je bila zadeta. Gremo se dol sest, vsi, ki ste že igrali. Da je čim manj šundra. Počasi. Bravo. Bravo, Mija, pa ti si carica. Res si carica. Vsi morate hoditi, pomembno je, da vsi hodite dol. Ti si že hodil? Ne še? Metovci? Ti eno mečeš, pa še jaz eno, pa mi ti podaj. Dajmo, gremo. Hodi. Jaz bom tretji hodil. Gremo, morate še hoditi, vsak po enkrat. Zdaj 2-2, ne? Zdaj 2-2. 3-2 ste zadeli. Ok, bravo. Ha? Jaz mečem. Za četrto točko. Ja, potrudite se. Sam brez prišepetavanja, prosim. Smo si naredili plan, tako kaj pomeni. Dobro? Samo torej nič ne govorim. On podal tako, to je desna, to je leva sredina. Je ravno. Ja, nič ne govori. Dobro. No? Ej, tukaj dol tišina. Še malo pa bo. Ajde, gremo. Pomočnik tam ne bo zmanjkal storžev, kolegu, podajmo jih. Ovi, bravo. Bravo. Čestitam, Nace. Gal po enega. Te, ja? Ja, izločen. Gliza. Tudi moj to bo prvič po zadnjič samo. Smrdi, ja? Kaj? Ne vem. Ne vem. Greme še enkrat. A? On ima enega brez. Ok. Dva, zato ker gaje. Je- Kaj smo pri njih? Kaj pri vas je že vsi hodili? Lahko prvi hodim. Tam še dva hota. Enkrat grem jaz, kdo gre pa pol. Vi greš enkrat. Ne se pusti. Ne se pusti. Ne bom. Pa jaz še pol. 4-2 je. Itak, če dvakrat na zadane boli za On noč. pa Martin ti hodi. Ja. Ok, kaj jaz sem Jaz prvi. sem na mestu gaje. Ne, Ti streljaj. jaz sem oboje streljal. Okay. Torej nisi zadnji. O, plan. Gal, če oni dvakrat Ej. zadanejo, Čez oči si je lepo. Uno si zavihni gor, da ti ne bo čez noč šlo. Uno si na gor zavihaj. Žan, tako mu dvigni. Ja, še. Sam tako, da ne boš mu na nosu. Da boš lahko dihal. A v redu? Mart mu boš podajal. Ok. A smo? A smo? Pripravljeni? Pozor. Zdaj.
Bravo, Žan. Super. Kako je šlo tukaj? Se je dotaknil? Ste ga izločili? Jaz bi najprej vrgel, pa A se ga je dotaknil? on je vrgel. 4, recimo 4-3, ok, končano. Samo še malo, A še en je? samo še malo. Aha, ok. Dobro, dajmo, priprav se. Kolegi, dajmo. Kosilo čaka, dajmo. Priprav se. Čakaj samo, da bom lahko dihal. Kolegi, samo malo še, prosim. Samo še eno rundico, evo, pa smo končali. Dajmo, zdaj. Hodi. Ne tekamo. Govoriš desno. Dej, no nehi. Kdo govori? Desno govori. Kako je že tako hitro tu? Ja. Govoril je desno, mali. Desno, gosti govoril. Kdo je govoril? Desno. Govoril je desno, on je bil na desni in govoril desno. Vsi so zmagali. Ja, ampak še vsem si govoril desno. Ne, ni govoril. Ja, je. Hej, tišina. Jaz nisem slišal, ampak če si ti slišala, ti pa verjamem na besedo, Zoja, veš? Desno. Tako da sem fante opozoril, no. Že itak imajo svoje prijeme, ampak kakorkoli. Kam pa ti greš? Si prišel do konca? Si zmagal? Si prišel neopažen? Bravo. Ok, končano. Ti si tudi že prej hodil? Ne še? Ja, je. Je, ne? Samo da bo fair, ker imajo oni enega več. Ok. Koliko je 4-3? Imamo 4. Ja, ne vem. Zdaj, če ste golfali, bi vam najraje še eno točko vzel. No, premikaj se. Jaz si vrgel tako. Te je zdaj 4-4. 4-4, pa vam eno točko vzamem, ker ste golfali in je 4-3 za nasprotno ekipo. Torej, mi zmagamo. Kaj? Če je bilo... Una, kjer je prva ekipa? Ja. Prva ekipa je zmagala. Žal mi je. Ker že niti začel niti ni jesti. Daj, no, vse ti je šlo dobro, daj. Vse to gre dol, glej. Za to ni problema, imamo rešitev, okej? To je Ste pripravljeni? Ok. Zdaj. Gori moja. Moja gori, dajte. Bravo. Ha? Razširim svojo ognjenino baklo na drugo stran. Pusti, Lan! S tem se postavite krvi. V redu je, še gori. On je v tej skrči dol. Lan, Lan ni v tej strani. Pa nam je spihu v... Lan, Če se ni vrvica pretrgala še. Lan. Si jim spihal ogenj. Kdo je pihal prej ogenj? Jaz sem mislil, da sem izgubil. Sorry, avtomatsko ste zgubili.
Zato, ker je šel in sabotiral od nasprotne skupine ogenj. Dej no! Lej, Če pogasimo, pa To- gremo začetka. lej, sorry, moraš vedeti, v kateri skupini si tukaj. No! Rej! Gremo. Ajde, gremo. No, ajde, zdaj stopta pred župnika. Gremo, jaz sem organizatorka, po roku moram biti zraven. Čakaj, priča rabiš, evo priča. Ja, pa ne veste priča. Katera je priča od neveste? Eno naj gre. Ajde. Boš sprejel Gremo, gremo. Ja, moram, ne. Boš ti sprejela svojega moža. Okej, naj bo. Ja, okej. Ja, Kaj? Lahko se zamenjate za pesnici. objemite se. Objemček, ajde. Daj tega ne ram. Ajde. Tako čestitam za vajen zakon. Zakon, najprej nevesta dobi, ne? Potem pa še... So taborniška poroka, sodelovala za pesnico. Aplavz, aplavz! In aplavz. Imamo poročena. Ajde prsta, no. Majona, kaj ni tako se zna, ja ne rabim vprašati človeka, kako se obnaša. Ne boš še nabril, kaj delam spredaj. Okej, zdaj se lahko dasta na stran in bomo... Ne, nimamo prstano, imamo samo za pesnico. Ne, imamo, Jonatan, zate imamo za prstan. Za njega. Okej, lahko se dasta na stran. Jaz Kar izvolite med ostale svate. Oče, ker malo bolj pokončno se daš, no. Čakaj, a ja, je tako, aha. Prepričan, da boš vzel to nevesto. Ja. Si prepričan, da boš vzel tega deca. Okej, aplauz. Bravo! Kar gor. Na levo, ja? Pa če ti ga natakane, ne? Kaj pa ti? Roka? Kaj si priča? In šopek vrži nazaj Čakaj. in tist, ki ga bo ujel, se bo naslednji poročil. Okej, Bravo, Maj! Ej, čestitam vama za vajen pogum. To vama poklanjam naše slovaje za pesnice, za spomin in vaju tudi za kratko. Samo malo zapnemo. Možete zdaj na drugo roko. Ena slikca. Najsrečnejši par, zagotovo, ne? Jana. Srečen par. Ne, v redu je, ne bova še. A ja, to? Bravo! En aplavz! A ja, riši treba imeti. Ja. Travo treba imeti. Kjer je ljubil, me zanima.
A ti pazi, oče, malo lepše. Oče. Riž meta, to je namest riža. Tole je namest riža. Okej. To je namest riža. Sigurno, da se boš poročil s to punco. In si ti sigurno, da se boš poročil s tem decom. Daj sta skupaj. Jej! Oni imajo bež, M&S. To nikomu paše. Še ovce so prišle pogledati, kaj se dogaja. Čestitam, drage neveste in dragi ženi. Torej, poklanjam vaju vama za pesnice preživetja in kot vse ostale pare vas mačkam. Za kratek čas sem zašponamo skupaj. Tako da, evo. To je to. A sem bil 2 sturen. Nekaj prsten ima. A sem bil 2 sturen. Zoja. Dej si ga gor. Dej si vidi, da smo poročena. Naša zadnja nevesta. Učitelj! Stojiš na njenem krilu. Oprosti. Zdaj, da se boš poročil s to damo in si ti približal, da smo... Čakaj, najprej da on odgovori, pa pol ne vpraš. Ne moreš kar oba naenkrat. Ja. Ne moreš tako na hitrco. Moraš malo zavleči, veš, duhovno. Okej. Kako kar natakam za en drugmu, prosim, tako ja. In še... Čakaj, lezi, pomakajte se. Aha, še riša, ne? Konfeti, riž. Čestitam, čestitam. Tako. Spomin vam dam. Deco. Za kratek čas, da boste mož poznali. Saj za nekaj sekund. Aplauz, bravo! To taborniška poroka, survival za 5. Aplauz, je! Bravo! Nekako tvoje kresilo in nekako je moje. Kdo ima boljše? Ampak oba delata, ne? To je važno. Mar, dobro jutro. Dobro jutro, se veseliš ognja? Ja? Boš probal prižgati pol, ko bo delavnica tudi? Ja, super, tako, korajžne rabimo. Dobro jutro, Mija. Ja, tudi ti, ne? Bomo malo prižigali ogenj, da bomo znali, kako to narediti v naravi. Ja. Zdaj imamo pa tekmovanje, ne? Ja. Imamo vrvico zato, da vidimo, koliko bo velik ogenj. Če Ja. pride do vrvice, potem zmagamo. Ja. Lahko zgledam tudi v Vrvica mora zagoreti. Šimen. A, Mi odašmo malo to. ja, so vrgli zadnjič, kaj češ. Veš, kaj je bilo to stojalo za toaletni papir? V WC-ju in se je odleplo in evo, so vrgli v ogenj. Jaz sem pa mislila, da je tule krasivo. Ja, pa lahko bi bilo, je res, je taka podobna ploščica, kaj? Nič hudega. Pol imamo delavnico in bomo imeli vsi kresile in bomo vsi prižigali. In kdor ga nima in kdor ga ima. Prav? Tako da zdaj to je malo... Ne, tega bomo posodila, ne, da boš lahko prižgal.
vžgeš ogenj v naravi, če nimaš kosila? Vam bo vse razložil Laris, ker potem imamo lekcijo o ognju, imamo učno uro in zdaj to so v bistvu predpriprave, da vidijo, kako težko je v bistvu zakuriti ogenj. Imamo drugo taktiko. Kašno, Gal, povej mi. Ok, ma lahko greva na skrito in narediva intervju, a? Kaj praviš? Da ko prva palica zagori, Ja, damo čim več slame. Ker Aha. slama se v sekundi užge. vžge in potem bo samo zagorelo gor. Ok, a super, mi je všeč ta taktika, bravo, Gal. Zažgal. Ja, tako, evo. Maj se skriva za mojim hrbtom. Hop! Ajde, da vidimo, kaj dela druga ekipa. Nekateri se pripravljajo že Ja, vidim, ja. na čim prejšnje kurjenje. Ja. Kot ta golob tle. Nace, naš energičen nace. In naš, Pazi na suhe trave za in kur naš samo. golob, ki lenari. Ne, mama je vedno prisoten, če ne drugo je tukaj Mi, ko za smo včeraj moralno kurili, on tako prije podporo. ljudima in Maj, tle ostani, prosim. Ni nič takega, veš. Kaj dam vatol, ne? Še, če si jaz kot nastrgal. Rejši več kot... Ne, daj zdaj vate not.